Ja, najlepša hvala za besedo. Torej, knjiga obravnava lastnike gozdov v Sloveniji, ki torej imajo v lasti 60% našega površja, naše države. Zanimalo me je, kako lastniki čutijo gozd in kako ta čustven odnos vpliva na način gospodarjenja v gozdovih. Torej, kot rečeno, vsak četrti Slovenec je pravzaprav lastnik gozda, v skoraj vsaki družini torej je nekdo, ki ima v lasti majhno gozdno posest, in zato si lahko mislite, da je bila raziskava precej obsežna in ni presenetljivo, da obstaja neka pestra paleta interesov, kaj lastniki torej vidijo v našem gozdu. Lastništvo gozda je tako kot promet ali nogomet zelo takšna tema, ko ima vsak svoje mnenje, vsi nekaj o tem vedo in zato je bila raziskava zelo zanimiva izkušnja. Knjiga po eni strani obravnava veleposestnike, ki jih je številčno zelo malo. Med njimi so potomci tujih plemičev, potomci tako imenovanih prvih kapitalističnih veleposestnikov, ki so torej kupovali zemljo na svobodnem trgu. Potem mednje sodi tudi cerkev, tako da ta knjiga prvič podrobneje obravnava tudi cerkvene gozdove, torej to lastništvo. Pri tem sem ugotovil, da je cerkveni gozd, tako kot drug zasebni gozd, zelo razdrobljen, tako prostorsko kot po pravnih subjektih. Seveda si lahko več o tem preberete v sami knjigi. Posebej sem se potem v knjigi tudi posvetil tem majhnim lastnikom, tako imenovanim malim lastnikom. Številčno jih je največ, skoraj 90%, v lasti imajo 40% gozda, kar je veliko več, kot je neko evropsko povprečje. In v tem smo v Sloveniji precej posebni, kar se tiče torej po eni strani števila lastnikov v primerjavi s številom vseh prebivalcev v Sloveniji in potem, da imamo zelo majhne posesti, v povprečju samo 2,6 hektara. Podrobneje so opisani razlogi, zakaj je prišlo do te razdrobljenosti, kakšne so regionalno posebne oblike dednih praks, zakaj je prišlo do izgube načrtnega dedovanja in tudi vpliv denacionalizacije je posebej opisan. Odkril sem, da seveda to ni presenetljivo, da obstaja več tipov lastnikov, in večina seveda ni vključena v gospodarjenje in zakaj je temu tako. Vsi te razlogi so podrobneje opisani. Ti mali lastniki so pogosto obravnavani kot problem, že v ZDA so že po drugi svetovni vojni prišli ven z izrazom small woodland problem, torej predstavljeni so kot neke vrste problem, zato ker ne izvajajo sečnje in na trg ne dajejo dovolj lesa, kolikor ga pač ta trg potrebuje. In jaz pa sem poskušal iz druge strani pogledati na to zadevo in videti lastnike ne kot problem, pač pa kot neka zelo zanimiva prednost, ki jo ima Slovenija samemu gozdu, to, da ni v njem izvajanja sečnje, torej nič ne škodi, ekonomska korist je manjša, ampak so pa potem različne druge koristi, različne oblike gospodarjenja, od odsotnega gospodarjenja do različnih individualnih oblik, pa oblik, ki so v skladu s sodobnimi gozdarskimi smernicami, ustvarjajo zelo raznolik gozdni sistem, privlačno gozdno pokrajino, gozd ostaja v družinski lasti, spodbuja povezanost ljudi z zemljo, povečuje občutek socialne varnosti, tako da je precej pozitivnih vidikov. Zanimiv vidik, tudi opisan v knjigi, so lastnice gozda, skoraj polovica je lastnic, ki drugače gospodarijo, seveda v večini je seveda pri njih tudi prisoten ta odsotnost gospodarjenja, ampak tiste, ki gospodarijo, bolj vrednotijo socialno in okoljsko vlogo gozda, bolj sodelujejo z revirnim gozdarjem in tako da velja torej gozdarski službi bolj nameniti pozornost v prihodnje lastnicam. Gozd je pomemben del
pomemben za Slovence, pomemben del naše identitete. Ponosni smo na zeleno deželo, ki jo odseva gozd. Gozd je dostopen naseljem, v njem preživljamo veliko prostega časa, z različne oblike rekreacije tam izvajamo, nabiramo gozdne plodove in to potem v odnosu do lastnikov privede do številnih konfliktov. In prav ti konflikti so predvsem z ozirom na ta znameniti 5. člen Zakona o gozdovih tudi podrobneje opisani v drugi polovici knjige. Najlepša hvala.